Radijski roman. Dober večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Smo v drugi knjigi Karla Mauserja, knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Na 4. dan v prosincu je Friderik Baraga odpotoval iz New Yorka. Župnik sam ga je pospremil do pristanišča in čakal, da ga je videl oditi na parnik. Dim se je prijazno dvigal iz ladijskega dimnika v zimski zrak in Baragu na krovu se je zazdelo, da se dobremu gostitelju ni dovolj zahvalil. Zamahoval je z roko in mislil, da bo spet 14 dni med samimi tujci. Do večera, vožnja je bila zelo prijetna, je parnik prišel do Filadelfije. Naslov nemške cerkve je imel in jo je lahko našel. Župnik je bil prijazen in vesel obiska. Na zvezo proti Baltimoru je bilo treba čakati 5 dni, čeprav je bilo vreme za zimski čas zelo ugodno. Dan pred odhodom pa je začelo snežiti. Župnik je bil zaskrbljen. Prvi dih ameriške zime boste okusili že na začetku svoje poti, kakor kaže. Ti oblaki mi niso všeč. V Ohaju boste imeli nemara še slabše, da bi vsaj srečno potovali. Še pred nočjo je začelo mesti. Oba sta stala pri oknu in gledala v vrvež snežink, ki jih je nosila burja. Veje mogočnih jesenov so se krivile, zateglo bučanje je udarjalo ob stene. Vsako zimo mislim na misionarje po Michiganu in Minnesoti. Carissime, je rekel župnik tiho. Snežni vihari tam so vse nekaj drugega kot tukaj. Obrnil se je proti Baragi. Ali si sploh morate predstavljati, kaj se pravi peš potovati v takem? To niso evropske zime. Doma so bile gore, ki so ustavljale veter. Tu je ravnina, na njej le gozdovi in jezera. Veter divja po mili volji. Zamahnil je z roko. Mar ne bi bilo boljše, ko bi ostali tu med priseljenci? Nemško znate, francosko, laško. Koliko dobrega bi lahko napravili s pridigami? Tolikšne težave so včasih s povedovanjem. Vas bi lahko rabili na mnogih krajih. Moj cilj so indijanski rodovi, duše, ki Boga sploh ne poznajo. Težko mi je za duše, ki so ga poznale in pozabile. Še težje mi je misliti na tiste, ki jim do Boga nihče poti ne kaže. Ne boste zdržali, prešibki ste, poznal sem močnejše, ki so onemogli. Mar ni moč v volji? Mar ni misel, da je ena sama duša več vredna, kakor ves svet, tako močna, da lahko tudi šibko telo vzdržuje? Vem, quia tu es Deus fortitudo mea, ker ti, Gospod, si moja moč, toda včasih telo ne zmore. Tudi gorečnost razjeda. Župnik je sicer silil, da bi legla bolj zgodaj, toda Baragi se ni dalo. Poslušal je bučanje vetra in v duhu gledal zasnežene ravnine. Kakšne so indijanske vasi? Kakšne so v resnici razmere? Moliva skupaj, ker molim vsak večer sam. Obišči, prosim, Gospod, to bivališče in odženi od njega daleč prot sovražnikova zalezovanja. Tvoji sveti angeli naj prebivajo v njem in nas varujejo v miru. In tvoj blagoslov naj bo vedno nad nami. Po Gospodu našem, amen, je rekel Baraga. Zgodaj zjutraj se je odpeljal proti Baltimoru. Snežni metež se je ustavil in pritisnil je mraz.
Prišel je v mesto že pod noč in našel prenočišče pri prvi katoliški cerkvi. Sredi dopoldneva ga je drugi dan župnik pospremil na škofijo. Baraga je namreč želel pozdraviti škofa. Škof James Whitfield ga je takoj sprejel in bil ves iz sebe ob novici, da se je namenil misijonariti med Indijanci. Moj dragi sobrat, škof Fenwick vas bo pač vesel, ko vas bo videl. Misijonar Pierre de Jean, ki skrbi za indijanske duše v Arbre Croche, je menda obolel in se želi vrniti v Francijo. Sama milost Božja vas je poslala prav v tem času. Z blagoslovom škofa Whitfielda se je čez 2 dni s poštno kočijo odpeljal proti Kolumbusu. Do Cincinnatija je bilo še 6 dni poti. Arbre Croche, kar bi pomenilo zvito drevo. Globoko v srcu so mu ležale škofove besede. Pod noč drugega dne je spet začelo snežiti. Občutek, da se pelje v neznano, je bil s temo še močnejši. Večina potnikov je dremala, čeprav se je kočija na grudasti cesti zelo tresla. Sam ni mogel zadremati. Vtisi v srcu so se kopičili. Dokler je bilo še svetlo, je ogledoval svet okrog sebe. Ravnina, ravnina. Kako ves drugačen je bil svet doma. Če je zvečer gledal od Šmartinske cerkve proti Kranju in naprej proti goram, kako mogočno in toplo je bilo v srcu. Kriška gora, Storžič, Grintovec, vse oblito z rahlo rdečkasto zarjo. Tu sta vzhod in zahod enaka. Sonce vstane iz ravnine in ugasne na ravnini kakor pastirski ogenj. Morda je ubogi Pierre de Jean bolan od domotožja in se zato želi vrniti v domovino. Ravnina ubija telo in duha. Malo pred polnočjo je voznik tik pred Kolumbusom ustavil. Vas ni bila velika, imela pa je hotel. Konji so bili za voljo nekaterih zametov trudni, v mrazu se jim je od upehanih bokov kadilo. Tudi potniki so želeli raztegniti noge. Komaj so dobro stopili čez prag, je bilo slišati voznikov krik. Vsi hkrati so planili k vratom. Konji so se bili iz neznanega razloga splašili. Z divjim hrzanjem drveli do konca vasi in nato s ceste proti gozdu, ki se je začenjala s skalnato sotesko. Voznik je vil roke, 2 hlapca iz hotela sta takoj prišla z laternama in vsi 3 so skozi metež začeli teči proti gozdu. Čez dolgo so se vrnili s konji, mokrimi od potu. Od voza so ostale samo razbitine. Za las smo ušli, je rekel mlad potnik z močnimi zalizci in gledal v Barago. Ta se je samo nasmehnil, nato pa se spravil v kot in odprl brevir. Voznik je še v noči najel novo vprego. Odpeljali so se zgodaj zjutraj. V Kolumbusu so ostali nekaj ur. Zamenjali so konje in voz, od starih potnikov je za poti proti Cincinnatiju ostal samo eden. Vsi drugi so bili novi. Baraga je začenjal zadnji del svoje poti. Vreme se je popravilo, čez dan se je pokazalo sonce. Tudi pokrajina se mu je zdela lepša. Potnik poleg njega, mož pri 60 letih, ga je zdaj zvedavo pogledal, nazadnje pa se je le opogumil. Se opravičujem, oče, govorite nemško? Seveda, se je Baraga nasmehnil. Vedel sem, takoj sem vedel, je vzkliknil sopotnik. In takoj sta bila v pogovoru. Mož je v svojih najboljših letih služil na ladjah in marsikaj doživel.
Poznal je velika jezera, najbolj Erisko, vendar je nekaj časa delal tudi na skunerjih, ki so vozili po Michiganskem in Huronskem jezeru. Nevarna so ta jezera, oče, nekaj viharjev sem doživel. Nazadnje sem bil na ladji Henry Clay, ki je vozila iz Buffala v Cleveland in Detroit. Lepa ladja, dober kapitan, toda ob pravem času sem se spravil na suho zemljo. V Cincinnatiju imam zdaj majhno trgovino. V Kolumbusu imam poročeno hčer in vsako leto jo grem pogledat. V mestu je še življenje. Videl sem Chicago, toda bil parkrat tudi v krajih, kjer se življenje šele začenja. Green Bay, dragi oče, tedaj sem služil na skunerju Jackson, kako daleč je od sveta. Grand Traverse, Arbor Kroš, ki mu Indijanci pravijo Vavgovna keze. Ljubi Bog, vesel sem bil vselej, ko smo odpluli. Kar je življenja, je ob vodi. Nekaj mil proč je že divjina. Tja sem namenjen, je rekel Baraga. Mož se je zasmejal. Res? Tja sem namenjen, je ponovil Baraga. Prišel sem v Ameriko, da bi mogel misionariti med Indijanci. Vi ste drugi, ki je omenil Arbor Kroš. Prvi je bil škof v Baltimoru, ko sem se mu šel poklonit. Zdaj se peljem k premilostnemu škofu v Fenwiku, da mi določi prvo misijonsko postajo. Sopotniku je smeh na mah ugasnil. Oče, vi mislite zares iti tja? Baraga je videl, kako ga je precenjal z očmi. Ni mu hotel ugovarjati. Na 18. dan prosinca so potniki dosegli Cincinnati. Ko je stopil z voza in poslušal prijazno poslavljanje sopotnikov, je pomislil, da je od Dunaja do sem potreboval ravno 67 dni. Kako dolga pot in vendar kako srečna. Tam je stolnica, oče, je rekel tiho prijazni Nemec. Pospremim vas. Vsa prtljaga je pretežka za vas. Bil mu je hvaležen. Kakor sem vam že povedal, je to edina katoliška cerkev v Cincinnatiju. Poleg škofa imamo še 5 duhovnikov in 4 seminariste. Eden med njimi je Indijanec iz otavskega rodu. Pred veliko leseno hišo sta obstala. Baraga je stegnil roko v zahvalo in slovo. Ostanite pri nas, oče, je zaprosil stari mornar. Kakor bo Božja volja, prišla bo po škofu. Zdaj je želel biti vsaj za hip sam, preden potrka na vrata. Daleč od doma, na novih tleh, je želel prositi Boga za milost, da bi se mu skozi ta vrata odprl svet, o katerem je sanjal v Metliki. In nenadoma se mu je zazdelo, da so se v njem dopolnile tudi sanje, ki jih je nekoč imel dobri pater Klemen Hofbauer na Dunaju. Šele na to je potrkal. V okviru vrat je zrasla indijanska postava v talarju. Živahne črne oči v bronastem obrazu so zasijale. Please, come in, father. Prosim, vstopite, oče. Baraga je z obema rokama segel po Indijančevi roki. Oče, jaz sem William Makatebinesi. V angleščini Blackbird, črni ptič. Nasmehnil se je in Baraga ga je v neznanski sreči objel. S tem srečanjem in to neznansko srečo bomo sklenili drugi del druge knjige romana Le eno je potrebno pisatelja Karla Mauserja.
Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče in je tudi lepo branje. Hvala vsem, ki ste bili nocoj z nami in vabljeni k poslušanju spet prihodnji četrtek. Želim lepo in mirno noč. Radijski roman.